Dobrodošli nazaj v našo družbo in kot vidite, nisem več sama, z menoj je že prva gostja Nataša Pergar. Že prejšnji teden smo predstavili njeno knjigo Govorica najvišjih gora, tako da upam, da ste v tem času imeli čas, da ste jo prebrali ali pa se še malo bolj pozanimali o njej, kajti zdaj je čas za intervju z avtorico, da izvemo še malo bolj poglobljeno vse skupaj. Gre pa seveda za knjigo, če ste slučajno zamudili prejšnjo tedenski prispevek, kjer zelo doživeto avtorica opisuje svoje odprave s Tomažem Humarjem v Himalajo. 3 različne je imela in prav vsaka je prinesla nek poseben doživljaj. Imela je pa avtorica tudi prav posebno nalogo zaradi svojega posebnega daru, namreč opazovala je energetska polja tako gora kot plezalcev, da je potem tudi lahko ugotovila, kdaj je primerno, da plezajo, kdaj ni primerno. Skratka, zelo zanimivo vse skupaj in dobrodošli v naši družbi. Živijo. Se dobro počutite tukaj v našem studiu? Ja, v redu je. Lahko bi bilo še boljše, da bi lahko bilo še boljše, ne? Ali pa slabše v glavnem, okej. Verjamem pa, da je tukaj precej bolj udobno, ne, kot pa so odprave v Himalajo, ne? Ja, takšnega razkošja tam vsekakor ni. V bistvu zelo doživeto tudi opisujete, kako ste sami doživljali te odprave v Himalajo in kaj vse se je vam dogajalo, kakšne vse travme so se vam tudi sprožale in kaj je bilo v bistvu najtežje in kaj je bilo najlepše? V Himalaji sem jaz enkrat že bila, prej, že nazaj. 95. leta, ne? Ja, tako to je bil pač trekking, zelo dolg trekking, 3 tedne, peš, gor pa dol, gor pa dol, pa gor pa dol, pa mislim, da si že tam, pa še enkrat gor pa dol, pa še in to kar traja, ne? Tako. To, da sem šla na odprave, ni bila moja ideja, ker kaj bi jaz tam počela, recimo. Tomaž vas je prosil, ne? V glavnem, ja. Tomaž Humar. On je bil tazga pač zvedavega duha, ga je vse sorte zanimalo, predvsem zmožnosti, sposobnosti človeka v takih ekstremno težkih situacijah in kaj se z njim dogaja. In kako bi jaz to videla na ravni energije, če se da sploh to kaj gledati, no. Tudi jaz o tem nisem vedela nič pravzaprav. Sem bila jaz v hribih velikokrat, veliko let sem hodila. Res mi ni prišlo na misel, da bi kdaj, preden sem šla nekam pogledala, kako pa to energijsko izgleda. Zato je bil zame to velik izziv in se nisem vedela, mi bo to uspelo ali ne bo. Pa Tomaž tudi ni bil prepričan, ampak se nekaj nič. Evo, če ne drugega, bom pa vsaj za neko podporo psihično zraven, če mi ne bo šlo. No, ampak potem se je izkazalo, da ste uspeli tudi razvozlati nekatere energetske polje in kaj pomeni, ko ima gora takšno auro ali drugačno. Ampak če začnemo na začetku, kako ste sploh razvili v resnici ta dar? Je to bilo od nekdaj, je prišlo kar naenkrat? Ja, ni prišlo to naenkrat, ne. Sam zavedala, pa sem se naenkrat, pravzaprav, ko sem bila še majhna. Zelo majhna, pa bi rekla, kar hudem dogodku. Mi smo imeli doma vedno pse. No, in takrat je bil naš pes Doberman, Argo se je klical. Jaz sem bila tak bolj debelušen otrok, ker naprej smo imeli doma mlečen grez pa mleko in to pili in to ne samo enkrat na dan in jedli. In to se je poznalo? In se je poznalo, seveda. No, izgleda, da sem imela strašen apetit, v glavnem sem bila debela, no, tako. In mama, ne, nje je bilo najbrž naporno non-stop mene držati in nositi in ne vem kaj že vse, zato je poskrbel naš pes. V glavnem, ob njem sem se jaz naučila hoditi. Ja. In potem mama vedno kuhala za tega psa in to je bilo, ne kot zdaj ni bilo briketov pa takih reči, bilo treba kuhati, ne. No, in potem je en tak velik lonc in ko je to vrelo, potem je ona to postavila pač na tla, da se ohladi in jaz sem bila tam zraven, jaz sem se je držala nekje takole. Trenutek nepazljivosti in sem padla z rokami naprej v to vrelo zadevo. To me pa kar... Grozno. Ne, ja. No in potem so pač bili hudi
dnevi, hudi tedni. In takrat se je to začelo dogajati. Zanimivo, da je tako v bistvu traumatičen dogodek to sprožil v vas. Takrat se spomnim, je bila kot ena pomiritev kar naenkrat. Sem v joku, so začele barve hoditi pred oči. Ne samo ena, dve, tri, to je bila mavrica in v tistem sem se jaz pomirila. In potem so začele prihajati podobe, kar se dogaja še danes mi, jaz jih ne poznam, so človeški obrazi. V glavnem pojavljaš se zdaj in tudi barve, no tako se je pač začelo. In kdaj ste potem, recimo temu, razvozlali to govorico barv, da ste tudi vedeli, kaj pomeni določena barva? Lahko povem, da recimo te barve, kadar sem bila osredotočena pravzaprav, ne, takrat se je to pojavljalo. Ni kar samo od sebe, ne, je potrebno biti v posebnem stanju. Ko sem bila umirjena, potem se je pač to začelo. To sem uporabljala potem neštetokrat, mogoče vsako noč, preden sem zaspala, se mi je tako zelo super. Bilo nekaj posebnega tako zame, pomirjajoče. Potem je bilo v šoli pač, ko sem bila osredotočena, poslušala pridno, kaj učiteljica govori pa naprej. In vem, da sem domov hodila in rekla, veš, kaj sem danes videla pri tej učiteljici, je bilo to pa to okrog. Naši doma so se sam z glavo držali, so rekli, zdaj Naša Nataša, to pa nekaj ne bo šlo prav, ne. In potem se rekli, naš najboljše, da zdaj pa jo peljemo k zdravniku, ker to se ne sme, to res ni nekaj v redu, no. In potem sem jim pač govorila, da so barve, da so tudi ljudje in tako. So rekli, ja, fantazija pač funkcionira, ne. No, in potem vse so me pregledali počez in po dolgem in ni bilo nič narobe. In ker potem sem jaz zaznala, da to nekaj ni v redu, sem se začela temu izogibati. Ste malo potlačili. Potlačila v redu, ne samo malo. Orenk potlačili. Orenk potlačila, tako čist do konca. Ko se je mogoče kdaj pojavljal, sem že pogledala stran in nekaj drugega, sem rekla, ne, to pač ne sme biti, ne. In potem je pač trajalo, v puberteti se ni dogajalo nič, takrat so bile druge stvari na vrsti, najbrž. Potem se šele začelo dogajati. Skoraj sem bila stara že 30 let. Se pravi, za toliko časa v bistvu ste, ja. Takrat sem pač to še nekako regulirala in se rekla, ne, to ne smem, to nič. Vedenja o tem sploh ni bilo. Da bi mi kdo kaj pomagal, kaj rekel, ali ne vem kaj, nič, samo to ni v redu pravzaprav, ne. No in potem je pa začelo mene to zanimati. In potem ste to razvili in v bistvu ste postali bioterapevtka in ste razvozlali to do tolikšne mere, da ste lahko ugotovili, kaj je s človekom v narekovajih narobe in kako mu pomagati, ne. Ja. Preden sem prišla jaz do neke abecede, ko se temu reče. Ja, ker to je jezik, ne, nek svoj vrsten. To je jezik, ja, tako ko se ga ne naučiš nikjer v šoli ali pa da kakšen kaj prebral kje. Sem potrebovala, še zdaj pravzaprav, razvozlavam stvari leta in leta. In mislim, vsak človek je tudi drugačen, ne, so drugačne frekvence in temu sledijo tudi normalno barve. Pri vsakem najbrž kaj novega se tudi naučite, ne, odkrijete. Ja, ampak pri tolikih ponavljajočih vzorcih, jaz sem si pač vse to pisala, jaz imam na tisoče skic doma, ker še ne vem, kaj bi z njimi počela pravzaprav zaenkrat. Ja, tretja knjiga, ne? Tretja knjiga bi bilo zelo, zelo obsežno. Zame zanimivo, ne vem za koga še, ne, tako. Za marsikoga. Vse mogoče frekvence, ki se pač pojavljajo pri ljudeh, ki jih oddajamo s svojim načinom razmišljanja, čutenja in vedenja, se pač pojavljajo določene barve. Pri boleznih pa sploh še ene drugačne barve. Veliko pomoč pri diagnostiki, no, tako bom rekla. Samo zato je bilo treba leta in leta dela.
In v bistvu je potem prišel leta 2002, če se prav spomnim, tudi Tomaž Humar po tisti hudi poškodbi k vam na terapijo in tako ste se spoznala in vam je on predlagal, da bi morda pa celo gore opazovali. In kakšna je pa razlika, si to sploh ne predstavljam, Ja. med auro gora ali pa nežive narave pa auro ljudi, kako se to sploh povezuje? Saj tudi meni ni bilo jasno. Zdaj bom videla, kako to gre. Ampak glede na to, da je vse sestavljeno iz atomov, vse ima neko frekvenco, to pomeni, da tudi neživa materija mora oddajati neko frekvenco in temu primerno tudi barve. Himalaja je zato tako krasna in ti vrhovi, ker so, recimo ravno Nanga Parbat, on je osamevc, ni nikjer nobenih motečih faktorjev, nič. Gola gora ali kako se že prevede. Ja, gola je, ja. Jaz sem jo imela skozi kot na sliki. Bazni tabor je bilo tako nizko in ona pred nami. Odzad pa širno vesolje. Tako da jaz sem poizkušala, gledala. In potem, ko mi je bilo postajalo malo jasno, sem rekla, aha, to se spreminja, recimo slabo vreme, drugačne frekvence, sonce, take frekvence, aha, zdaj pada dež, so take frekvence, pa je megle, so take. Potem je, nekje so bile same skale, je bilo pač tako, drugod, ko je bil sneg, je bilo spet drugače. Počasi. Ste sestavljali te puzle Sem v bistvu? sestavljala spet svojo abecedo, kar se tega tiče, no, tako. In potem je bila pač razlika, ali je sama gora, kot gora, ali je potem še en moment nastal, ko so bili plezalci noter. Čeprav to je ogromen masiv. Plezalci so bili niti pikice pravzaprav na taki daljavi, ne. Tako skozi daljnogled se jih je videlo, ampak drugače. Ampak pri meni je bilo to, mislim, fascinantno, ker mi niso povedali, kje so. Pa ste videli, da je tam videla drugačna druga barva. energija v tistem celotnem masivu. In potem ponavadi sem rekla, Stipe, kje so? Pokaži mi. In se kar naprej. Evo. To je to. In sem bila tako vesela in sem rekla, no evo, pa le nisem brez veze tle. Tako, nekako. Nikakor ne. In o tem, zakaj še niste bili brez veze, tam bomo še govorili po oglasih. Za nekaj trenutkov se bomo poslovili v oglase, potem pa nadaljujemo pogovor z Natašo Pergar. Ostanite z nami, se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo, smo že nazaj in še vedno je tukaj z menoj Nataša Pergar, avtorica govorice Najvišjih gora. In govorimo pa v bistvu o Natašini posebni govorici, ki jo predstavlja pa tudi že v prvi svoji knjigi Prvencu vidne in nevidne poti. V bistvu ravno vprašanje nagradno je bilo za to, da ste dobili tole knjigo. Ste morali vedeti, kateri je Natašin prvenec in to je tale vidne in nevidne poti. Nataša, ponovno dobrodošli. Tudi za tole knjigo, vaš prvenec, je kriv na nek način Tomaž Humar, ne? Ja, res je. Mislim, ja. To je pravzaprav skoraj težko razumeti, ne? Ko nekje od zadaj neka taka močna energija, ki te sili v dejanja, ki zanje lih nisi še pripravljen. In potem vseeno rečeš, no ja, če dobro razmislim, je res čas, da bi nekaj dala ven iz sebe, tudi v pisni obliki. Jaz sem leta in leta razvijala to, kar sem pač počela. Vzelo mi je veliko časa. Ne samo to delo, terapevtsko delo, ampak potem še vse ostalo, kar sem mogla nadgraditi, v sebi razmišljati, o sebi pravzaprav vedeti največ, dokler sama s sabo nisem si bila na čistem, kako ne potem druge razumem in pravzaprav vse ostale reči tudi. No in tako da ja. Toliko čas je sit narod, da sem rekla, no prav, okej. Bom pa začela, pa bo, kar bo, da vidimo, kaj je. In ja, napisala sem, zdaj, po tolikih letih, ko jaz to včasih preberem, sem navdušena na to knjigo. Sama. Se prav. Tista leta tudi, mislim, slovenski avtor nobeden kaj takšnega ni izdal, pa do zdaj pravzaprav tudi ne, no, tako. Vsi nekaj prepisujejo, pa ne vem, kaj še vse počnejo, to vem, zato ker tudi berem kdaj, ne. Je napisana izključno iz mojih izkušenj,
Ljudje, ki so prihajali k meni, so mogli izpolnjevati en kup vprašalnikov in potem sem jaz to spravljala doma, tako da ta so fascikli ogromni, no, tako da res, ja, imam veliko materiala, da napišem. No, zato sem se tudi odločila pravzaprav, ker teh knjig ni več. Včasih se je ne da niti več natisniti, ker zdaj so drugačni postopki in jo bo treba napisati, jo bom napisala zato, ker me tudi veseli, ker skozi vsa ta leta imam še dodatna znanja, vedenja, da jo bom še enkrat napisala. Da bo razširjena izdaja, lahko temu Razširjena rečemo. izdaja bo. In uporablja material, ki je spet v moji omari, tam, kjer imam vse take reči spravljene, in jih dala v knjigo in mogoče bo spet prišlo komu prav, da bo videl, sebe najdel, znal razmisliti kaj o sebi, pogledal svoje prepričanja, svoje vrednote, svoje vedenje, ki so posledica tega prepričanja in vrednot, in se zamislil nad sabo. Kako pa bi rekli, recimo, da se tale vaš prvenec Nevidne in nevidne poti povezuje z govorico Najvišjih gora? Bralec bolje razume govorico Najvišjih gora, če prej prebere tole? Kako se povezujete obe knjigi? Seveda se povezuje vse, ne. V glavnem tej govorici Najvišjih gora sem v glavnem pisala o sebi, o svojih izkušnjah, doživetjih. Ne moreš nekaj napisati, če nimaš svojih lastnih izkušenj. In da si kar malo kritičen do sebe tudi, da razpoznaš, čemu se nekaj dogaja, da ima vse nek vzrok in da je v slabih stvareh vedno pozitiven namen. Tudi recimo slabo vedenje, ki ga nekdo izraža, ni zato, ker je on siten ali pa onako karkoli že, ampak zato, ker s tem nekaj sporoča. Vedno je nek pozitiven namen, sam na en slab način. No, tako. Glavnem, ja, se povezujeta. O prepričanjih govorim, pač o vrednotah govorim, o teh frekvencah, ki se vidijo pač v barvah. Frekvence so in pač tudi informacije, ki se zapisujejo v naše telo in kako mi to sevamo navzven. Tako da bolezen je sam ali pa slabo počutje, karkoli že, samo neka posledica. In potem se gre ponavadi kam? K zdravniku, ne? Ampak to je tako, da... Ne upravnavajo holistično vsega skupaj, ne? Ja, ne, zato ker je, vse razumem zakaj, zato ker je preveč zahtevno. In preveč ljudi. Ne gre to tako, ne? Zato je potreben čas. Čeprav v bistvu ne na teh odpravah v Himalajo ste pa se dobro povezovali tudi z, lahko temu rečemo, klasično zdravnico, ki je bila in ste v bistvu marsikateremu oziroma ste tam ljudem tudi skupaj pomagali, ne? Ker so prihajali množično, ko so ugotovili, da ima vaša odprava zdravnico zraven. Ja, v tistih krajih seveda zdravnika ni, ne? Tako. In kljub temu se je ta novica razširila bliskovito, pa to na kilometre daleč. In ja, hodili so peš, mislim. In to z otrocmi in ženske same in mislim same, ne same, z spremstvom moških, ker same ne smejo hoditi. Toliko se niso mogle sleči, da bi jih normalno pregledali. Ne, nemogoče. V glavnem, to je tradicija taka in ne moreš se z našo evropsko naravnanostjo misliti, da se bo tam pa zdaj začelo po naše obnašati. Je nemogoče, ne. To je treba, kamorkoli prideš, spoštovati tradicijo. To pomeni, da sprejmeš. To je tudi del komunikacije, čeprav ne v jeziku, ker se nismo mogli kaj zmeniti, ker to je čisto nek drug jezik. Ampak govorica od telesa marsikaj pove. Pa ste opazili morda potem tudi kakšne tako splošne razlike med auro Pakistancev ali pa Nepalcev, ko ste bili, pa našo auro? Se to odraža, različni načini življenja, različne kulture tudi na aurah ljudi? Vse. Čeprav recimo, dobro, gledala sem Nosače, ampak oni so bili takrat v službi. To pomeni... Službena aura. Je bila službena aura, ki je kazala pač take barve, da so uporabljali fizično moč in nič drugega, nobene kakšne pretirane duhovne naravnanosti, ki so imeli 30 kil na hrbtu, kar je pač razumljivo, ne. Drugo je, kadar pa
recimo želi nekdo osvojiti nek vrh, se mora pa malo drugače obnašati. Njegova naravnanost mora biti drugačna, ne fizična. In mogoče lahko poveste, ker je zelo zanimivo, ne? Sicer tudi v knjigi piše, kako se je, na primer, avra Tomažev in drugih plezalcev spreminjala, ko so se nekako, recimo temu, zlili z goro. Na vrh, ali kakorkoli že, ali sam plezati, ali pa tudi drugi športi, vse to podobno. Ne da se to na silo in samo s fizično močjo narediti. Predvsem za himalajske vrhove velja prepričanje in tudi verujejo domačini tako, prebivajo tam bogovi. In bogovi imajo svoje ime. Torej, pred vstopom na take vrhove je treba biti ponižen, prositi bogove za dovoljenje za vstop. In temu so podrejeni določeni pogoji tudi. Ne smeš na silo, jaz hočem, jaz ne vem, svetu pokazati, kaj jaz zmorem. To pač odpade. Ego res odpade. Dovoli, gora recimo do neke višine že dovoli to, da ne, se malo zmatrajo in tako in so. Potem pa se to ugasne, zapre. Veliko duhovne pripravljenosti mora biti. To pomeni svoj ego utišati. Ne gre za to, da plezalec zadovolji svoje potrebe, da pride nekam na vrh. Kot recimo pri drugih športih, en del ostane, ja, zadovolitve, ne? Samo ves drug del pripada pa duhovni naravi plezanja. In zato je bil Tomaž tako poseben. Recimo, ne samo on, tudi pri drugih sem potem to opazila. Da v bistvu ni samo, kot napišete, ni samo plezalec tisti, ki pleza, ampak je hkrati tudi plezanje, ne? Ja, to se zgodi v enem momentu, ne. Jaz zelo rada gledam skoke, recimo. Aha, smučarske skake? Ja, to sem mislim, skoraj ne smem zamuditi tega, ne. In tako me zanima, v živo pa ne morem, ne, mislim, pride človek do kontakta, kakšno avro ima v tistem trenutku. To je isto kot v fazi plezanja, kot sem videla pri Tomažu, pri še nekaterih, ko je istočasno tisti, ki pleza in plezano obenem. Energija materije, torej stene, skale, ne vem, se enostavno združi z energijo plezalca. Eno in isto. Mislim, to je eksplozija, takole naredi. Mislim, kaj pa je zdaj to, ne? Tako, mislim, to je fascinantno za videti. In me prav zanima, kako je pri teh skakalcih. V tistem trenutku, ko se porine, bi mogla biti enaka energija. Mogoče pa bo naslednja knjiga govorica najvišjih skakalnic ali kaj podobnega. Ja, ta bi bila fantastična, ja. Ste pa v bistvu, ne, res je zanimiva knjiga. Tule lahko pokažem, na primer, avro Tomaža po eni uri plezanja in kako se je v bistvu tudi pri vseh treh odpravah videlo točno, kdaj gora ni več sprejela plezalcev in kako so šle potem stvari ne tako, kot ste si želeli. Mogoče zdaj, ker nam že zmanjkuje časa, še bi vas prosila za nek tak, da mi poveste, kaj je bil pa največji vtis, ki ste ga vi iz teh odprav treh odnesli. No, zame tako osebno, moj ego ne bil zelo zadovoljen, ker je videl marsikaj, kar sicer ne bi. Drugo mi se je vtisnilo tako v spomin, kako smo delovali kot ekipa, povezano. Nismo se niti poznali. Vsaj pri tej prvi odpravi ne, jaz sem bila kar nekaj tako, nobeden niti ni vedel, ja, kaj pa zdaj ena spet nekaj tle dela. Glavnem, kako je potem to skozi bivanje, ne da bi se razhajali, ker situacija je bila, mislim, neobičajna, ne, to. Kako nas je to družilo? Kaj vse zmoremo, kako znamo potisniti naše tiste potrebe, pa ne vem kaj, še vse imamo vsak dan, enostavno tega ni več, zgine. Tako zelo preprosto je to. No, in to mi je bilo neznansko všeč. Saj ste tudi napisali, da vam je bilo zanimivo, kako so se tudi avre plezalcev poenotile, ne, da so... Mislim, zelo zanimivo je to. Veliko poenotili. Mislim, ja,
veliko je. To je tako, ko eden dela, mislim, vsi ostali delajo za enega in eden dela za vse. In potem se lahko rodijo rezultati, lahko pride do neverjetnih idej, osmisli se določena zadeva, nič ne ostane kar tam neki, v zraku neki je. Mislim, ta povezanost, bi rekla, povezanost telesa in duha, no. Pa ne samo pri plezalcih, ampak tudi med nami, pa tudi med kuharji, pa tudi, no, to je to, ta energija, ki je tle, tako. Je ni toliko. Ne. In kaj bi bilo potrebno v bistvu, ne, da tudi pri nas lahko tako zaživimo v vsakdanjem življenju. To pa je morda že tema za kakšen drug pogovor. Hvala, Nataša, za vaš obisk v studiu in upam, da morda nas še čaka tretja knjiga, ne samo tale razširjena izdaja Vidne in nevidne poti, ampak morda še kakšna druga. No, veliko bo zanimanja, v temu primeru se bom tudi odzvala. No, odlično. Lahko pa jaz še povem, da tale knjiga gre pa v roke srečnici Nuši Matej, ki je pravilno odgovorila na vprašanje in bila izžrebana na vprašanje, kateri je prvenec Nataše Pergar. Hvala za obisk v studiu in morda se še kdaj vidimo. Hvala enako. Mi pa gremo v oglase, po oglasih pa bomo raziskali Ljubljano z Rokom in Luko. Se gledamo.